Iz ljubljanskega studia 136. To so vesti, z vami sva Nina Bočuk in Marko Bratuš. RTV je padel, ostajamo pred TV Grimsom. Pokojninska reforma pa je prestala tretje branje najelitnejših šolarčkov. Sindikati napovedujejo nov referendum. Opozicijski prvak pa poziva vlado. Eno od dveh alternativ. Prvo je, da odstopi in omogoči predčasne volitve, kar bi bila po našem mnenju daleč najboljša možnost in tudi najboljši možni protikrizni ukrep. Druga možnost pa v primeru, če tega ne želijo in če želijo vztrajati, pa je, da spremenijo prioritete pri svojem ravnanju, da se nehajo ukvarjati z ogromnimi zadevami, ampak da se dejansko spopadajo z gospodarsko krizo in začnejo delati korake, ki so znani, ki smo jih tudi mi predlagali v naših paketih protikriznih ukrepov in ki bi morali imeti eno samo skupno izhodišče, to pa je ustvarjanje novih delovnih mest. Ja, kaj Janša točno ve, kaj je treba narediti, sam še za krmilo ga moramo spustiti in bo vse on odpeljal, tako je treba, na svetilnik in ne v brezno. Super. Zahrumelo pa je tudi v koaliciji. Kresalova je podvomila v reformatorsko poslanstvo vlade. To bi mogla zdaj prebrati drugače. Je pa kaj pa nisi? Ta dilema, ki jo je odprla kolegica ministrica Kresalova, koliko pravzaprav reform zdrži lahko ta vlada? Kako na 5 lok reform si lahko privoščimo, da ta ne bi počel? Ker ni naša želja, da bi imeli čim več domačih nalog in težkih reform. Naša naloga in želja je, da jih čim več spravimo uspešno pod streho. Dajmo ga v Big Brotherja, stari, zaradi tega, tam bi bil ful dober, ne, in Borut trosi svoje modrosti o domačih nalogah in neošiljenih svinčnikih, s katerimi se spopada z Karo vzorcem v zvezku za matematiko. Zakaj ta, saj on sam na tiskovkah, lahko nekaj delate, ali pa ti bod na tiskovkah, pa dej Janši tisto, da bo naredil on, da bo prišel na svetilnik. Sem prehuda burči v Big Brotherju. Okay, iz strešne kritine bi Pahor polagal v naslednjem letu preko zdravstva. Mi pričakujemo, da bi jo spravili pod streho pred Božičem prihodnjega leta. V enem letu, seveda, vkolikor ne bo vlada odstopila, vkolikor ne bo, kaj? Oziroma, vkolikor bo minister dobil prepoved potapljanja in imetja infarktov in take grdi smo, ni bilo lepo to. Glavni obrtnik našega velikega reformatora je tokrat dr. Marušič, ki bo skušal se ne potapljati. Usmeritev k večji avtonomnosti javnih zdravstvenih zavodov v slovenskem prostoru pomeni tudi na nek način prenesti v upravljanje lastnino teh zavodov, pri čemer država ohranja lastništvo v teh zavodih, daje pa upravam večjo možnost pri nagrajevanju zaposlenih glede na produktivnost in kakovost. Potrebno poiskati novo obliko zdravstvenega zavarovanja, ki bo podobno, kot je zastavljena in sprejeta reforma na področju pokojninskega zavarovanja, omogočila vzdržnost javnega zdravstvenega sistema v slovenskem prostoru. Seveda, v kratkem predlagal bom reformo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Veseli me izjemno velika podpora samo najave te ideje v zainteresirani javnosti. In upam, da bodo teze v javni razpravi z vsemi deležniki, ki jih je predsednik vlade omenil, nadgradili usmeritve ministra in dosegli ustrezno podporo, kajti zdravstvo upam, da je, prepričan pa sem, da bi lahko ob zaključku te vlade bila še više na lestvici vrednot posameznih državljank, upam na prvem mestu in to ob zaključku tega leta želim vsem državljankam, da bo leto 2011 polno zdravja. Tranko, da me ne maraš. Ja, pa svete ne. Vale, da me. To je samo zavest. Veliki reformator pa je neustavljiv. Reform bo več kot v času Marije Terezije. Ko jih je bilo res veliko. Ali bosta podobno navodilo za pripravo drugih 2 reform dobila tudi minister Svetlik, ko gre za pripravo reforme trga dela, in ministrica Krepsova, ko gre za pripravo reforme javne uprave oziroma javnega sektorja. Pahor bo padel. Ne zehat, kar rečeš Pahor. To je grdo. Ne, ampak,
Vse kul, veš, da Pahor, on bi rad, veš, šel v zgodovino kot Marija Terezija, veliki reformator, pa to, ampak glej, ne vem, tudi če voziš po napačni strani, prideš v Cajtenge, veš, ceste, ne vem, množični morilc, recimo, ali pa ne vem, da bi se razstrelil v parlamentu, isto bi, veš, ime bi živelo večno. Ni treba zdaj mučati vse bogi svetlik, no, mislim, se mi prav smil, pa boga Erma. Moj predlog bo, da sprejmemo to tveganje. Na prvi pogled se zdi drzno, skoraj nerazumno tveganje. Po mojem mnenju pa Sloveniji časa za temeljne strukturne reforme zmanjkuje, ker se sedaj začenja drugi polčas tega mandata in za vse reforme je potrebno približno leto dni časa, da jih spravimo pod streho. Če jih želimo spraviti pod streho še v tem mandatu, potem je zdaj čas, da se na njo osredotočimo. Ob koncu svojega govora je bil veliki reformator kar malo prizadet, saj ga nihče ni vprašal vprašanja, na katerega si je najbolj želel podati odgovor, zato si ga je zadal kar sam. Veliki reformator in njegovo vprašanje. Ampak, če me na koncu vprašate za novoletno željo za prihodnje leto, moja želja je, da bi, tako kot smo letos, v letu 2010 spravili pod streho pokojninsko reformo, prihodnje leto spravili pod streho tudi zdravstveno reformo, tako bi v 2 letih ozdravili trajneje pokojninsko blagajno in ozdravili trajneje zdravstveno blagajno. Zato pravim tistim, ki danes razmišljajo o referendumu, o pokojninski reformi naslednje. Preden se za to odločite, razmislite o naslednjem. Tako, kot si bomo postlali, tako bodo naši otroci spali. Ne odločamo samo o tej generaciji. Odločamo tudi o drugih. In veliki reformator se obrne na levo in zapusti prostor, pri tem še izusti krilatico in dol je. V redu je. Bravo, čestitamo. Borut Pahor je zapustil govorniški oder z še eno pametno izjavo, ki jih ne manjka dan današnji, Ave reformator. Hvaljen Jezus. Njegova ekscelenca, kardinal Rode, prosijo za posredovanje v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in v večno slavo Gospodovo in čast Slovenske cerkve. Antikrist dviguje svojo rdečo glavo. Brat Janez, vzemite me s sabo. Vzemite me s sabo. Prvi prototipi, ki smo jih testirali lansko leto, kot taki seveda niso imeli enkripcije in požarnega zidu, zato ste v nekaterih medijih lahko zasledili špekulacijo o skrbi za varstvo osebnih podatkov. Sindikati opozarjajo na krizo v gradbeništvu, ki se vedno bolj poglablja. Pričakujemo tudi pomoč države. Ministrica za gospodarstvo pa jim odgovarja. Gradbeni sektor se bo skrčil, to je dejstvo. Država tukaj lahko pomaga samo s tem, da dejansko zažene investicijski cikl. Jaz tudi na tem področju pričakujemo, da bomo v drugem letu že imeli pripravljeni nekaj infrastrukturnih projektov, kjer bo gradbeništvo dobilo posel. Lahko nekaj naredimo na plačilni nedisciplini, na preprečevanju plačilne nediscipline, in lahko nekaj naredimo na področju internacionalizacije, se pravi pomoči tudi gradbenim podjetjem pri pridobivanju poslov gradbenih v tujini. To so, mislim, da tudi tista glavna področja, kjer lahko država intervenira, drugače pa tukaj deluje trg in verjetno bo kakšno podjetje zaključilo še v stečaju. Za delavce seveda tudi v teh podjetjih pa bo država poskrbela tako, kot na splošno velja, za ukrepi, ki jih izvaja Ministrstvo za delo preko Zavoda za zaposlovanje. Stalno me sprašujete, kaj boste naredili za SCT, kaj boste naredili za posamezno podjetje. Nič za posamezno podjetje.
ni naloga države, da pomaga, sploh če so v zasebni lasti, posameznim podjetjem. Mi lahko sprejemamo sistemske ukrepe, s katerimi pač pomagamo določeni ciljni skupini podjetij ali pa gospodarstvu nasploh, da lažje, zdaj v tem primeru seveda prebrodijo krizo ali na kakršenkoli drug način prebrodijo kakšno težavo. Zato konkretno za posamezno podjetje pa seveda država ne bo in ne more reagirati, tudi ni smiselno. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič pa predlaga še druge metode. V mnogih državah in pri nas bi moral biti tudi ta standard, da bi naročnik preverjal tudi, ali tisti, ki kandidira, ali izpolnjuje vse obveze do delavcev, ali plačuje prispevke, kako je z družbeno odgovornostjo kapitala oziroma podjetja, ali izpolnjuje kolektivno pogodbo. To je pri nam pogosto stranska tema. Ampak imamo v nekaterih državah, kjer se prav izda certifikat, uradni dokument, ki dokazuje, da tisti, ki kandidira, izpolnjuje te pogoje. Kajti, če greš samo na ceno, potem spregledaš marsikaj, kar se dogaja. Tukaj se vidi folk brok. Jaz mislim, da ni glih to za tega politično, ne more en čekur iz Velenja, pač, ki se ve, da je delavsko mesto, sestavljeno iz priseljencev bivše Republike Jugoslavije, da bi šel on zdaj za neko bejbo, ki je v bistvu SDS, repati v političnem smislu. Jaz mislim, da je pač model, cool, zaradi keša je šel, pač nastop, jaz sem umetnik, plačalni voj in gor do, zdaj, ne vem, jaz ne bi šel. Džingl za kulturo. Zgodovinar Peter Štih nam je predstavil dokument iz leta 1161, ki prvi omenja Ljubljano ali bolje Ljubljanski grad. Castrum Laibach. Če ga laično poimenujem, bi rekel, da gre pravzaprav za neke vrste telefonski imenik. Tukaj gor imate samo imena in zelo kratke zabeležbe, kaj je kdo podaril. Recimo piše, ta in ta je podaril Oglejskemu kapitlu 3 kmetije, drugi 2 kmetiji tukaj in tukaj, spet tretji in tretji dohodek in tako naprej. Zakaj so to delali? In hkrati so navedli dan smrti teh ljudi. Torej ni navedena letnica, kdaj so umrli, ampak samo dan v letu, koledarski, se pravi dan v mesecu naveden. Otroški in mladinski program RTV Slovenija je predstavil celovečerni film o črnih bratih iz družbi primorskih mladeničev, ki so se leta 1930 uprli fašističnemu režimu in zato krvavo plačali. A si videl ta film? Ne. Ne? Da ne bi bilo pozabljeno, sem prijel za pero. Spomin na črne brate naj živi vsaj v teh vrsticah. Ta zgodba naj nam tudi obudi misel na 10 000 naših rojakov za mejami, ki še danes živijo z enako tesnimi občutki, kot so živeli naši dijački, je napisal pisatelj Bevk kot uvod v svojo povest Črni bratje, ki jo je napisal leta 1952. Skozi mlade junake in skozi mlade igralce pripovedujemo zgodbo o enem najmračnejših in genocidnih trenutkov primorskega in slovenskega naroda, je tisti moment, ki bi bil dober, da se DVD film skupaj s knjigo in razpravo dr. Mire Cencič, raziskavo o resnični zgodbi Črnih bratov, uvrsti kot didaktični pripomoček slovenske šole za pouk domoljubja. Naj končno zaživi zgodba o Črnih bratih. Hvala. Dario Seraval je pripravil osnutek manifesta KFSD, ki ga pripravljajo skupaj z dr. Levom Kreftom in Sonjo Lokar z amandmaji v točki 2, 3 in 6. Kaj je to KFSD? 2., 3. in 6. točki. Komunistični forum demokratov. A oni so še živi? Ja, oni so... A je v Murglah? Sem prišel k Levu, sem rekel, da bi jaz delal komunistično stranko, ne?
In pa mi je rekel, da on ne more biti v dveh strankah, ne. Pa sem jaz pomislil, jaz sem od 91. v SD-ju, ne. Zakaj pa ne bi prvo osvojili oblast v stranki, ne, ali pa del oblasti, ali pa tako. In je on predlagal, da bi naredili komunistični forum SD. Še vreme? Če bo vreme slabo, pojdite nad oblake, ker je vedno sonce. In minus 60 stopinj. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti. Ej, še video je kle vmes med tem, kaj ti to rečeš, pa med vremenom. Sorry. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti. Mejte se fajn, veselo decembrirajte. Plačujte, kaj? Pa ne vem, samo reforme delajo. Dobro, ajde, plačujte davke. Ja, vse povedal. To je to. Aha, še to, šport. Sašota Vujačiča, oziroma Sašo Vujačiča so prodali iz Lakersov v New Jersey Netse, kjer bo, upajmo, tudi igral. Ali bo z njim šla tudi Marija Šarapova, tega ne vemo. Polajkite vse, okoli vas. Zdaj ste polajkala, kaj? Troc. Ta akcija je neposredno nadaljevanje naše prve akcije, se pravi boja proti elektrokartelu. Takrat je, če se spomnite, obstajal en dvom in strah, da bojo elektrodistributerji že na nek način povrnili ves denar, ki so ga morali vrniti. Tisti denar, ki je izviral iz kartelnega dogovora in ogoljufanje državljanov in državljank. Ker je bil ves čas te akcije, ta prve akcije, regulator trga, natančneje direktorat, ki ga vodi Kopač, tih in na strani elektrokartela, je bilo zelo verjetno tudi pričakovati, da jim bo dal tiho podporo za katerokoli novo akcijo, ki je v temelju protipravna. In to se je 30.11. Tudi zgodilo. Namreč Elektro Maribor se je odločil, da bo začel zaračunavati vsem gospodinstvom, teh je 189.000, stroške vodenja računa. Te stroški znašajo skupaj z DDV-jem 0,8283 evra in to naj bi vsa gospodinstva plačevala na mesečni ravni Elektro Maribor. Na leto to pomeni skoraj 1,9 milijona evra. To pomeni, da v enem letu pridobijo nazaj vse tisto in še več, kar so morali vrniti, zaradi tega, ker so skuhali kartelni dogovor v tej državi. Postavili so se nad zakon. Ignorirajo popolnoma vse zakone v tej državi, briga jih tisto, kar so mogli vrniti, zdaj hočejo nazaj dobiti in iz tega delati še nek ekstra profit. Sprav, njihova parazitska mentaliteta se nadaljuje. Je zato toliko bolj zabavno, ker bomo mi vrnili batine.